Miha, povabim te, da nam malo več poveš, kaj potrebujemo za tečaj preživetja noči v naravi. Ja. V zvezi s tem, evo, ti dajem besedo, če vključiš mikrofon in nam kaj poveš. Dober večer, a se slišimo? Ja, se slišimo, super. Ok, super, živa. Za danes imam jaz samo eno temo, ljubo in čisto preprosto, se pravi, dati neke osnovne informacije o osnovnem tečaju preživetja v naravi pri meni. Glavna tema je oprema, oziroma kaj jaz moram imeti, oziroma kaj moram jaz kupiti, zato da pridem na ta tečaj. Načeloma lahko pridete skoraj brez vsake opreme, tukaj da bom pokazal jaz tamle na vaši, a je tole vaša leva, desna? Leva. Leva, to je vaša leva, to je moj ruzak, ki ga imam jaz za 3 mesece od zunaj biti. Okay. To bomo šli na hitro čez, kaj pa vi rabite pa tole, bomo šli vse to čez. Druga varianta je tudi pa to, kaj jaz vedno sabo nosim, pa tudi s tem lahko, kad sem 3 mesece v hosti. Zdaj, v čem je razlika? Razlika je v znanju pa v izkušnjah. Ampak kaj res rabite za prvi tečaj, pa da imate doma pripravljen, to je minimum od minimuma opreme. In gremo kar čez. Najprej rabite en čist navaden pocen ruzak, ki je tam nekje od 25 do 35 litrov. To dobite za 15-20 evrov v Hoferju, Lidlu, Decathlonu. Jaz svetujem, da ima vsaj neke take normalne naramnice, da je majčkeno podložen, zaradi tega, da od zadaj diha, da se švic odvaja. Zdaj pa kaj imamo noter, rabite 1 liter do 0,75, to so pol litrske ali neko termovsko, ali neko steklenico, ali neko plastenko iz materijala, plastike, ki ne oddaja mikroplastike v vodo. To si morate pa pogooglati, domača naloga, ne bom jaz povedal, kira je. Rabite pelerino, pončo, ne dežnika. Dežnik je prepovedan v gozdu. Skratka, neki pončo je v bistvu vojaška pelerina, ki je namenjena temu, da iz nje lahko naredite tudi zasilno bivališče. Neki tak mini šotorček, kjer lahko potem ste noter, pa ste tudi na suhem po noč, ki ležite pa spite. Pravi, pončo nujno. Zadeve dobite marsikje, ogromen stvari imate v Decathlonu, kjer so v bistvu več ali manj skoraj najcenejše zadeve. Če pa hočete majčkeno več denarja dati, kar jaz toplo priporočam, perunika.org, bom potem še enkrat povedal, to je spletna trgovina slovenska, uvažajo ful kvalitetno robo z normalen denar, pa imate tudi noter, ko kupite stvar, vpišete kodo s popustom Black Raven Solutions, vse skupaj, tudi to bom še enkrat povedal, oziroma v chat napisal, in dobite 10% popust. Na vsak izdelek, razen na tiste, ki so ful v akciji, pa ful znižen. Gremo naprej, kaj imamo v ruzaku? Čist preprosta stvar. Ena 3-sezonska spalna vreča. Ta je sicer zimska, pa je majčkeno bolj debelejša, ampak drugače pa recimo bi bila takole majhna. 3-sezonska spalna vreča pomeni, da je nekje tam do temperature 0 stopinj, oziroma za ženske punce -5. To piše, da je komfort nekako. Karkoli več vas zna majčkeno zebst, kar pa lahko popravite tako, da se majčkeno bolj napravite, ali imate pa sabo še eno dekco, da se z dekco pokrijete. Jaz vedno zagovarjam, kupite glih toliko, oziroma dajte glih toliko denarja, kar rabite, potem pa naredite stvar modularno. Recimo, jaz imam eno kar v redu zimsko spalno vrečo, ampak takrat, ko so pa res hudi minusi, sploh ki v hribih, imam pa sabo še eno tanko spalno vrečo, ki jo dam noter v to zimsko. Opala. Moram malo popraviti. Danes se javljam iz terena.
iz skrite lokacije. Takole. Ok. Skratka, ta vreča recimo v Decathlonu vas pride okrog 70 €. Sem šel pogledat prejšnji teden. Če boste pa peruniki vzeli, boste dali pa mislim, da tam 120 € pa 10% popusta okrog 100 €, pa dobite še tako vojaško, ko v bistvu tudi zdrži majčkeno rose, se pravi, da niste noter mokri. Plus smo še neko mrežico za komarje, če kje spite, ki je res pizdarija, jaz to toplo priporočam, sploh če boste začeli majčkeno več zunaj spati, recimo vsaj enkrat na 14 dni ali pa enkrat na teden. Kar tudi toplo priporočam, ker zunaj se ne spite, ker ste v stiku z zemljo, veliko je negativnih ionov, veliko je pozitivnih organskih spojin, lahko hlapnih, ki jih glive sproščajo iz zemlje in to te napolne z energijo. In rabite spati, recimo, ne vem, če ste navajeni 8 ur spati v urbanem okolju, v neki spalnici, boste pol tam rabili 6, mogoče max 7 ur, isto, da se boste isto spočili. Dobra spalna vreča je zelo fajn, ker če dobro spiš, da te ne zebe, se ne zbujaš po noč. Te tudi manj na WC tiši, toplo priporočam. Naslednja stvar, kar je nujno, mislim, začnite to sabo nositi vsak dan, jaz to skozi sabo nosim. Nek komplet prve pomoči, to stane 15-20 € v Decathlonu. Lahko je tudi tak polovičen, tak čist mali, da imate noter en velik povoj, neke škarice male, par obližev, pa uno astrofolijo. To je tudi ta, gremo, ta je majčkeno večji kompletek, tale astrofolija, ki jo date na razen, da se ne podhladite, no, oziroma če imate ponesrečenca, da ga pokrijete, ali polet, če se preveč prekurite, da obrnete, pa da v bistvu toplota od vas odbija in se v bistvu hladite na ta način. Naslednja stvar, en nož, to je od perunike, mora najti, ali pa bahko, imate cenej varianto, tole stane nekje 35-40 €, imate ga za cel življenje, da se ga fantastično brusati, ker je ful kvalitetno jeklo. Imate variante, ki so stainless steel, se pravi nerjaveče, ki jaz priporočam za začetnike, potem pa tiste, ki je karbonsko jeklo, ki so majčkeno trši, pa majčkeno dlje zdržijo, ki jih ne brusaš, ampak rjavijo in jih moraš majčkeno čuvati, no. Rekel, malo jih moraš mazati z oljem, majčkeno več vzdrževanja. To je to. In nič drugega ne rabite imeti. To so tiste bare essentials. Pa so pa razni dodatki, kot naprimer, ne vem, kompas, piščalka, ne vem, baterijo imejte s sabo. Jaz sem navajen brez baterije hoditi. Jo imam s sabo samo tako, če jih res nujno rabim, ker človeške oči so čisto sposobne v blazno mali svetlobi po noči okrog hoditi in luna to svetlobo oddaja. Mislim, da samo 4 dni, ki je res tista prazna luna, pa ki majčkeno raste, pa ima pred prazno luno, pa če je fejst oblačen, da ni toliko malo svetlobe, da ne bi videl poti, spravi, da veš, kam moraš iti. Dokler ne razviješ teh občutkov, potem je fajn, da imaš neko lučko, čisto neko navadno, pa neke rezervne baterije, ki na začetku tečajniki, pa vsi skozi imajo to prižgan. In pol dosti hitro baterije požrejo, no, vsaj če gremo na vikend tečaj. Ceno sem določil društveno 90 € po tečajniku. Jaz imam drugačne tečaje, ki stanejo 250 €, take osnovne, ker res dobite ta prave informacije, pa toliko veliko informacij, da po enem vikendu ste sposobni en vikend vi sami preživeti v hosti. To je to. Gremo pa čez čisto vse, te čist basic osnove, znanja bo veliko, štarta se v petek zvečer oziroma popoldne ob 6 in se zaključi v nedeljo. Ta prvi dan se zakuri ogenj, se majčkeno to poštudira in postavi zasilno bivališče iz umetnih materialov.
potem je pa cela sobota, ki je namenjena temu, da čim več znanja osvojite. Soboten večer, ki je namenjen bolj na easy, ker smo cel dan full delali, pa smo zmatrani, pa veliko informacije, pa je glava utrujena. Potem pa en tak druga noč, ki smo že majčkeno bolj navajeni, spati odzunaj, pa že malo vemo, kaj bo. Pa potem nedelja, kjer še kakšna dodatna znanja, oziroma predvsem ponavljamo tisto, ki smo se v soboto naučili, pa je tako bolj sproščeno, pa tudi na easy, pa malo več klepetanja, pa malo več počitka. Pa potem zaključimo okrog enih, najkasneje 2, pol 3 boste že doma, da se lepo spočijete, umijete, stuširate, najeste, ker boste valjda totalno lačni. Saj ne, bomo imeli kaj za jesti, dobrega sava, pa veliko bomo nabrali kaj spomladi. In potem, da se pripravite na delovni teden brez problema. Še kakšno vprašanje? A smem jaz nekaj reči? Ja, prosim. Ja, zdaj tako spomlad, polet, pa jesen, sploh ni problemi pač v naravo preživeti, ne? Bolj je problem pozimi. Pozimi je večja jeba. Ne, ni. Ja, v bistvu je. Ni. Se ne strinjam. Ja, jaz se pa s tabo ne. Ja, v redu. Pa povej, zakaj ne? Ja, prvič je problem pač temperatura, drugič je problem najti hrano. Ja. To je. Okay. Pač Okay. to. Ker pač spomlad, polet, jesen imaš hrane, kolikor češ. Ja, Znaš. Ja, če znaš, saj tudi pozimi, če znaš, pač najdeš hrano, itak, ne. Sam pač moraš pa točno vedeti, kaj pa, kje pa, kako, ne. Pač Ja. malo bolj dobiti, no. na zimo, tako kot vsak zmerni pas oziroma pas, kjer zima je, ne, se moraš na zimo pripraviti. Ja, to pa je. Če se na zimo ne pripraviš, potem ti je skoraj edina varianta, da loviš meso. Skoraj edina varianta. Jaz jem samo rastlinsko Ja, in tega ne učim. Ja. Znam to narediti. Najrajši lovim ljudi, tudi na pasti. Ja, bom kar direkt povedal, ker je to najbolj umazana žival na tem planetu. Pa mi ni prav nič škoda. Malo se hecam, no. Drugače pa na zimo se je treba pripraviti in pač hrano zagotoviti. Ne? Ja. Se pravi, nek prepping, da imaš. Brez hrane si lahko dolg časa, sploh če znaš ogenj zakuriti, da ti je toplo. Ker največji strup pozimi je ravno ta mraz, ker ogromno toplote ne znamo drugače nadomestiti, kakor z vnašanjem hrane. Ne? So dihalne tehnike, ki jih jaz tudi pokažem, ki so jogijske, kako se segrevaš, tako se je tudi segreval pokojni alpinist Tomaž Humar in tako naprej, ampak ne, ti moraš biti tako kot divjad v hosti, pripravljen na nek post. Ja. Malo večji ali pa malo daljši, ne? Kar pomeni, da moraš že v bistvu jesen, mi se težko nažremo, pa naredimo maščobno zalogo, tako kot divje živali. Ker divje živali celo jesen žrejo, dobesedno, butajo v sebe, karkoli je. Tako da lahko se ti nabutaš pa nabašaš. Problem je, ker se moraš znati nabutati pa nabasati tako, da imaš ta prav razmerje omega-3, omega-6 pa omega-9 maščobnih kislin. Ker če ne, če se boš recimo basal samo z oreščki, si boš to strukturo tako porušil, da boš imel toliko zjebane celice oziroma celične stene, da sploh ne boš funkcioniral. Ne? Tudi v urbanem okolju. Ne? Ja, ampak tukaj smo zdaj že na dveh, zdaj bom malo preskočil. Ne? Zdaj ste v bistvu dve šoli preživetja v naravi tukaj v Sloveniji. Ne? Prva prva šola preživetja uči to, da ti se zgubiš nekaj ali pa nekaj se zgodi, padeš v neko divjino in se poskušaš rešiti. Ne? To je prva šola. Druga šola pa je, da pa ti greš namenoma v hosto ali pa da se namenoma greš zgubiti in pol tam preživiš nek daljši čas. Ne? To nista dve šoli. Obstajata dve šoli. Ena je vojaška, druga je pa indijanska.
Ja, no, To dve šoli, nič drugega. To so, kar ti govoriš, so scenariji. Ja, ampak ena uči to, druga pa to. To sem mislil. No, sem se narobe izrazil. To so scenariji. Jaz tako, osnovni tečaj preživetja je, da ti znaš preživeti neko vikend situacijo, ki se ti lahko zgodi kjerkoli. Na morju, ko greš s kajakom, pozimi, ko greš na Pokluko, polet, ko greš gobe nabirati, pa se spusti taka oblačnost, pa ti crkne avto, da tudi s Pokluke ne boš znal dol prideti. Ali ko boš zalutil, ker na Pokluki pa lahko tako zalutaš, ko se spusti megla oziroma oblak, da orang zalutaš, no, tako bom rekel. Tudi recimo v Kočevskem gozdu, v Kočevskem rogu, blazno lahko zalutaš. Zakaj? Ti hodiš po cesti, ampak ti hodiš v krogu, pa sploh ne veš, zato ker gozdarske poti so malo drugače narejene kot klasične poti, ki hodijo, ki pridejo od ene točke A do točke B, ne. Enako predene kot mreža pajkova, ne. Ti lahko se vrtiš v krogu, velika, manjša, pa sploh ne švejo, da se vrtiš. Ja, pa sama smreka je. Ja, vem, okoli tebe so pa vrtače, isto je od Verda proti Vrhniki, isto. Tako. Vem. Tako da pri meni je najprej osnovni tečaj, osnovna informacija, počasi začeti. Nadaljevalni tečaj je pa to, ko se učimo, kako bivati v naravi, pa bivati v sožitju z naravo. Ne? Seveda, zima, specialne zadeve, zelo lep čas. Jaz rečem, moraš imeti pač hrano s sabo. Lahko kakšne stvari tudi izkopljaš, korenine, lahko ješ tudi vršičke, pa gor pa dol, pa popke, pa to, ne, ampak ja. Tako, ampak to so pa tudi, če žir dobiš. Žir želod še pade po zim dol. Sploh zdaj, ko so te bolj zelene zime. Še lahko poberaš in lahko od tega preživiš, ampak ne moreš pa živeti na tem. Ne moreš. To je to, ne. Ker med tem spomlad, polet, jesen, pa lahko živiš. To je zelo kvalitetno, kar je tudi dokazal Dario Cortese. Pa tudi jaz. Mislim, v redu, Miha, obema hvala, seveda. Iviljana ima eno vprašanje, ja? Najprej iskrena hvala. Jaz bi samo rada te vprašala, a je obvezno petek, sobota, nedelja, a je lahko... Ne, lahko pridete tudi v soboto na lokacijo zjutraj, čim bolj zgodaj zjutraj. Svaj tisti, ki nimajo časa, ampak načeloma jaz imam te tečaje tako narejene, da vsaj dvakrat prespiš, da dvakrat izkusiš. To sem že po 2 letih, ko sem začel, sem to vključil noter, nekaj na svojo željo, ko sem pozval tečajnike, nekaj pa na željo tečajnikov, ki so rekli, mogoče bilo pa fajn, če bi se dobili pa kaj prej. In sem ugotovil, da je ta format časovni zelo v redu, ker še vedno tiska ne more priti v petek, lahko pride v soboto zjutraj. To je to. Miha, oprosti, mi smo se tudi tlele malo menili, ker imamo ob sobotah društveni Zoom. Pa smo imeli eno varianto iz nedelje na ponedeljek. A je ta varianta potem ni mogoča s tvoje strani? Trenutno, mislim, načeloma bi bilo, no, ampak večina ljudi dela v ponedeljek. Ne, tako kot jaz. Ampak jaz imam zdaj tako, da lahko en dan na teden si vzamem za te stvari. Ampak jaz bi pustil bomo kar petek na nedeljo naredili. Ok, razumem. Petek, sobota, nedelja, še vedno lahko eno stane v 2 v Ljubljani, pa celoten Zoom odvod. Pa potem, ne vem, naslednjo rundo se pa zamenjate. Ja, sigurno. Ja, seveda. Jaz obvladam tehnologijo v nulo. Ja, se strinjam. Ne vem, pa najdeš enega, ki obvlada, no, se ne sam Mihael, se da vse naučiti, veš, se tako kot jaz, ne, jaz učim ljudi, da so v gozdu samostojni, ne, ker če vsi skozi sam hme hodijo, pa se nič ne naučijo, ne, sem jaz kot nek fotor, ki moram biti skozi zraven, ne, jaz, če bi imel otroke, bi bili samostojni, ker jaz jim zaupam, jaz jim pokažem, pa rečem, pejt, pa stesteri, pa če ne veš, prid do mene, pa me vpraši. To je to, drugače si pa samostojen, da svoje napake delaš, da sam živiš. To se pravi, bomo zdaj objavljali od 26. do 28. maja. Ja, tako, od 26. do 28. Ker mi smo danes v obvestilu za Zoom dali iz 28. na 29. Tako da bomo zdaj to popravili. Ok, cool.
V redu, najlepša hvala. Ja, ok. Hvala. Okay. Malenkost, še enkrat. Jaz sem rekel, da boš še povedal spletno stran, pa naslov, kjer se lahko povejo. Moje bom polkar v chat napisal, ampak moja spletna stran je blackravensolutions.com. Tam imate vse tečaje, zdaj bo veliko tečajev za nabiranje divjih rastlin, gliv oziroma gob, pač strupenih in užitnih in medicinskih za zdravljenje raka in vsega živega, ki rastejo pri nas. Potem, ne vem, lubja listi, korenine, gomoli, brstiči in tako naprej, skoraj vse bomo dali čez. Potem oprema, sem rekel, ful imate v Decathlonu, lahko se vse to, kar sem pokazal v Decathlonu, nabavite. Ali pa, če hočete imeti bolj kvalitetno opremo, če mislite res več kot 2-krat na let zunaj spat, pa jaz priporočam Perunika ORG, kjer imate 10% popust s kodo Black Raven Solutions, vse to bom tudi v chat napisal. Super, Miha, samo še vprašanje, tisti, ki se tik pred zdajci odločajo, koliko dni je potrebno naprej vedeti za tebe, da se to pripraviš, da se zadeva zorganizira korektno, zato da ne sprejemamo enega, ki bo rekel, zdaj jutri pa gremo, ne, pa je to v bistvu... Eno tako rekel, da minimalno je 6 oseb, karkoli je več, se lahko še 2 dni pred štartom, se pravi do srede pred štartom. Krasno, to se pravi, fino, če naredimo digitalno prijavnico, je to do srede in v petek se štarta. Ja. Fantastično. Iskreno hvala, Miha. Uživaj, lepo se imej in vse dobro. Ostanemo na zvezi in bomo sproti obveščali naše člane, kako in kaj se lahko prijavijo in da to izvedemo. Ne? Ok, super. 2 meseca polna časa, da se pripravimo. Res je, tako je. Pa tudi, če imate kakšno vprašanje, jaz sem tudi take videe iz sestankov, ko smo jih imeli s tečajniki prej, bom 1-2 videa polinkal tudi. Krasno. Pa lahko mi pošljete vprašanja tudi na mail, pa tako naprej. Hvala lepa, lepo se imej. Hvala enako. Se vidimo, čau. Se vidimo, čau. Tako, dragi člani, se pravi, zdaj smo nekako dobili prve informacije iz prve roke, kaj je potrebno, kdaj bo zadeva potekala. Maj, začetek junija je narava že tako zagreta ali pa se je toliko že zagrela, da to ne bo velik problem. Je pa seveda vsako znanje, ki si ga pridobimo, ne glede na starost, dobrodošlo. Tako da 2 meseca imate časa. V mailu noter sem vam jaz napisal tudi stvari, ki vam jih je sicer Miha zdaj že povedal in naštel, kaj se rabi, koliko približno kaj stane, tako da si lahko to počasi za tiste, ki bi to želeli imeti na zalogi. Nahrbtnik namreč stoji in čaka v kotu. Pride situacija, pograbiš nahrbtnik in si za 1 teden 14 dni lahko preživiš. Govorimo o stvarih, ki tako ali tako vedno pridejo prav, ker nikoli ne veš, kdaj moraš kam oditi, ali pa da se karkoli zgodi, ali se kjerkoli zgubiš. Če imaš recimo v avtu, kot je to povedal, je dobrodošlo in vsako znanje nas bogati, predvsem pa druži. Dobro, jaz bi zdaj naredil 5 minut pauzice, potem pa bomo povedali in sicer eno zelo zanimivo stvar, nova pravila Združenih narodov za vladanje svetu in zakaj se pravzaprav zavzema generalni sekretar Antonio Guterres in kako so nam urinili zeleno agendo in na kaj moramo biti previdni. V drugem delu predavanja oziroma te naše povedi pa bom govoril o nastanku avtizma s člankom, ki sem ga potegnil iz arhiva, kot sem povedal, internetnega in je nedostopen, povsem ga je nemogoče dobiti. Kako je zadeva nastajala in bo zelo zanimivo. Ok, se vidimo čez 5 minut.